O čem govoriš? Nič. Zdaj pa odložim slušaj, že tako sem zapravil preveč časa. Tako torej, z mano zapravljaš čas. Hvala, jaz se sam medlim, se tresem, se grizem. Kako? Ja, grizem se zaradi tebe. Ti pa tako ravna z mano. Lepo, res lepo od tebe. Ne boj se, od zdaj naprej se ne bom grizla več. Ljubica, skušaj vendar razumeti, jaz nisem tu na nobeni veselici. Kako to, da se poleg tebe ne more enkrat v miru krast? Kakšno pretravanje? Zdaj se bo šel pa mučenika. Toliko ljudi krade, ropa, celo z orožjem, pa nihče ne gnjavi tako kot ti. Kaj je to? Fajna ura, hvala Bogu. Kako lepo bije. To je gotovo starinska ura. A misliš, da je zelo težka? Ne boš kaki... Ej, vona ne pričakuješ, da ti bom prinesel domov? O ne, sploh ne. Kako bi jaz lahko kaj takega pričakovala? Da bi mi ti prinesel kakšne darice? Da bi mi ti karkoli prinesel? Ne, to pa res ne. Govoriš neumnosti. Povej mi, kam naj dam vso srebrnino in to, kam bom v naše našel. Čem da namenih to bo v tisto drugo? Ja, v drugo dej. Čudno, da mi ne poveš, da ti kam prinesem v hladilnik. Tam je ravno en. Vesti, pozabil sem se. Pa nikoli ti nisem rekla, da hočem hladilnik, sploh pa ne 200 litrskega. Takoj bi bila kakšna mejhna stvar. Karkoli, samo pozornost je važna. Tako pa naj jaz vem, kaj je tebi všeč. In dosti drugih skrbi imam. No, če je tako, potem pa pridem sama podavilo. Tega še manjkalo. Tako zelo rada bi enkrat videla, kakšna je prava gospodska hiša. Vse moje prijateljice bo kap od zavisti. Kap? Mene bo kap, mene? Jaz sem tu zato, da kradem. Razumeš, da je nas vide. Kam se ti tako mudi? Kaj te res toliko stane, če si vse enkrat malo bolj prijazen z mano? Ja, vse danes si pa žena. Pa še v cirkvi si me poročil, ne na občini kot kakšno priležnico. Že nekdo vadijo. Nič, poljubčka. Ne, ti bo. Ne imaš kaj rad? Ja, rad te imam. Zelo, zelo? Zelo. Zdaj pa prosim odloži slušaj. Ti prej. Pa jaz. Ne pozabi na davice. Tam gori luč, ne strah, greva plač. Ah, Ljubica, pomiri se. Najbolj smo jaz pozabil glas. Če se je vrnila tvoja žena? Moja žena je prav. Nobenega vloka nima, da bi se vrnila. Ne bi prišla niti takrat, če bi vedela, da so da dobi v stanovanju. Vidiš, nikoga ni. Tako strašno krivo se čutim. Morda ni bilo prav, da sem se ti tako hitro prepustila. Stavim, da je bila tvoja žena veliko bolj nepopustljiva kot jaz. Kaj imam pri tem moja žena? Vedno je bila polna kompleksov in malomeščanskih predsodkov. Samo zato se mi ni predala, da se lahko poročila v beli obleki. Ljubica, zagotavljam ti, da če tvoj mož ne bi... No, pa si vse pokvaril. Zakaj si me moral spomniti, da ima moža? In zdaj ne bom mogla, zdaj ko si me spomnil na kesanje, na občutne krivde. Prosti, sej nisem hotel. In kaj, če bi se pogovarjala o čem drugem, o tem in onem, morda bi se ti le raztresla in potem bi lahko povašla tja. Kam? Tja? Mojo sobo. Morda je to res nepočutno. Da bi šla v mojo sobo? Ne tu, da bi se pogovarjala
če bi se šla tja pogovarjati o tem in onem... Prosim, ne sili me. Povej mi kaj o sebi. Kako je bilo, ko si bil še otrok? Tako rade imam otroke. No, prav. Ampak začel bom pri svojem 5. letu, ker se odprej pa nič ne spomnim. Škoda. Rada imam čisto menke odločičke. So bolj nedolžni, manj udobni. A če mi bi drugače. No, spominjam se, da sem pri 5 letih bil še otrok. Da sem bil potem star skoraj 6 let. Nehaj vas tem. Že celo uro me vleče za nos. Sam sebi sedim grozno neumno. Najprej tvoj mož, potem moja žena. Kdo bi lahko bil? Tvoja žena? Moja žena? Ne, ona žene. Zakaj bi telefonirala? In komu neki? Ni gotovo ne. Ona ja misli, da sem pri mami. Ljubica, boš videla, da bo kmalu nehal. Prosim te prekini ga, spravlja me ob živce. Tako, zdaj je Kaj si storil? Zdaj bodo vedeli, da si doma. Samo ti si lahko dvignil slušalko. Jaz bedak. Prav imaš. In zdaj celo lahko sklepajo, da nisem sam in da bi rad prikril kaj umazanega. Hvala, še to reč, da se ti gnusim. Ni treba na Boga razumeti. Ohraniva mirno kri. Zakaj bi pravzaprav morali pomisliti, da sem prav jaz dvignil slušalko? Lahko bi bil kdorkoli. Se res kakšen tujec. Tako je. Nekdo, ki je slučajno šel mimo, ne mara kakšen tat. Če bi pomislili na kaj takega, bi takoj poklicali policijo. O moj bog, policija! Zarodili naj bodo skupaj! Zaprli naj bodo policija! Ljubica! Policija! Letej še naprej! Ne treba me resno! Ja, dobro treba. Ja, a boš jo popustila tukaj? Se res? Joj, kaj je to? Ljubica, samo ura je odbila. Prosti, tako si nadobno. Poglej, tudi ti si pa zmeden. Malo bi manjkalo, pa bi odšla, brez da bi odložila slušalko. Halo? Ja, končno! Že celo uro te kličem. Mi lahko poveš, zakaj si prej odložil? Oprostite, kdo govori? Krasno, zdaj niti ne spoznaš več glasu svoje žene. Tvoja žena? Kdo je tam zraven tebe? Baraba, slišala sem ženski glas. Kdo je? Ljubica, gotovo gre za pomoto. Tega glasu še nikoli nisem slišal. Jaz sem ga pa slišala. Ne boš me pretental. Morilec, slepar. Zdaj mi je jasno, zakaj nisi hotel, da bi prišla v tisto hišo. Oprostite, poklicali ste napačno številko. Govorite s Francozjevimi. Vem, Francozevi iz ulice Čenini. Zdaj se pa nehaj pretvarjati in ne spakuj se več glasom. Saj se niti ne znaš, baraba. In ni maral, da bi ga motila pri delu. Kdo? Pri kakšnem delu vendar? Zabava ženska mi je pa res na polno delo. Prevarant, goljuf, lažnivec. Kako si upate? S kom pa mislite, da govorite? S svojim možem, s kom drugim pa. Jaz nisem vaš mož, ampak mož moje žene, ki je živi tukaj. Če vi niste moj mož, kaj delate potem v tisti hiši? Moja draga gospa, jaz sem v svoji hiši. Ste v svoji hiši žensko, ki ni vaša žena. Sama sta v tej uri. Predtem pa ste okrog raznesli glas, da boste odšli iz mesta. Odkrili so naju. Torej ste tudi vi prevarant, goljuf in lažnivec, oziroma tudi ta, kar je moj mož. Ja, spet ta vaš mož. Gospa, ne bi rejši povedali, kdo je vam rekel, da mene naj nocoj ne bi bilo v mestu?
Že 10 dni vam je bil za petami. Kako? No, čakal je na pravi trenutek. Vaš mož je čakal? A zakaj je vaš mož hotel vedeti, da... Še zmeraj ne razumeš, tvoja žena je najela njenega moža, ki ni nič drugega kot detektiv. Aha. Zdaj razumem. Vaš mož se torej ukvarja s takšnimi posli. No, kaj se mora, takšen je pač njegov poklic. Ja, lep poklic. Se vam zdi res tako pošteno, če nekdo napravi vse za to, da žena zapusti lastnega moža? Vi torej mislite, da vaša žena in moj mož... Nič ne mislim, zdaj sem že večkrat prepričan. A kje je zdaj mož? Ja, kako ne, jaz vem, če niti vi ne veste. Jaz vem, da je bil še pred 1 uro tam pri vas. Tukaj, v tej moji hiši? Seveda, jaz sem mu telefonirala. Gotovo mu je tvoja žena dala ključe. Seveda, in tako je lahko potem prišel, kadar je hotel. In stavim, da je zdaj že v vili Ponente. Po kaj pa je šel moj mož tja? No, a vam ni povedal? Mislil sem, da vam vedno vse odkrito pove, kam gre in kaj dela. No, v vili Ponente, ulica Zamboni 34, tam se nahaja moja žena. Kakšna sramota! Kakšen škandal! Kakšen hud udarac bo to za mojega moža, ko bo zvedel? Bošček, če samo pomislim, kaj vse sem morala žrtvovati, da mu je vse ostalo prikrito, da ga ne bi prizadela. Tudi za tole med nama ni vedel. Ravno zdaj, kaj je tako lepo kazalo. Ja, zame je še slabše. Sklenil sem, da ne bom več občinski odbornik. A zdaj, po tem škandalu, me bodo gotovo hoteli imeti za župana. Ali pa se predava? No, Ljubica, zdaj pa zares pretiravaš. Komu se bova predala in zaradi česa? So naju zasačili in flagranti? Ne. Midva sva se samo pogovarjala o tem in on. Šlo je samo za pogovor o otrocih. Res je, pravila sem ti ravno o tem, kako so mi všeč otroci. Ko mi je zdi, da bi se najraje kar ustrelil. To je edina in najboljša rešitev. Si čisto zmotila. Če vidim naslove v časopisih. Občinski odbornik, ki je kot podžupan poročal na baru, se je ustrelil zaradi prešuštva. Si misliš, kako bi se ljudje smejali? Blagor tebi, ki ima še veselje do posmehja. Lahko mislim si, že kar ne odgovorim. No, tako bi se pravzaprav zdaj morala sploh razburjati. Midva zdaj tečiva v pasti in lahko samo še čakava, kdaj se bo vrnila ta moja žena iz te vile Ponente. Tukaj bo čez 1 uro ali 2. Čez 1 uro ali 2? Zakaj tega ne bi izkoristila? Najbolje imeli vse, zakaj obsojati. Ne bodi vulgaren, prosim. Kako je lahko mogoče, da nisi niti malo občutljiv, razumevajoč, vse iz obzira do mene? Ne razumeš, da sem opupana? Ma, kaj sem ti pa že spet naredil, se ne ustrelim? No, prav, se bom pa ustrelil. Tako bo zadovoljna. Ne, čakaj! Kako je to zdaj? Nočeš, da se ustrelim? Ampak, dragec, najprej moraš odpeti babo. Zdaj se pa res lahko ustreliš. Zdaj se pa lahko... Ja, daj hitro, mendaj nočeš, da bi našla žena še živega. Kakšna čudna ura! Še vedno je enajst. Viš nenadran gejst. Je res čudno. To se še ni nikdar zgodilo. Morda je Božji prst. Roka usode hoče da ostaviti mojo samomorilsko roko. Dobrotljiva Božja roka. Moja ljuba ura, rešila se ljudi. Imate mogoče kakšno mažo, delajo se mi takšni svinski rogi. Svinski rogi? Kakšna vulgarnost! Opustite, kdo ste vi in kaj
Hej, delate v moji hiši. Takoj mi povejte sicer, da bom takšno pletenje po vaših slovenskih rogih. Ne boj zdaj, že ti vulgar. Petra je nas zdaj zane stane, če mu preneseš kakšno mazilo. Samo nekaj oteklina. Pazite, nimam več potrpljenja. Kdo ste? Kdo ste? Takoj vam bom povedal. Skratka, tista ženska, ki je prej telefonirala, je moja žena. Jaz sem njen mož. Vi ste njen mož. Res, cerkveno sva poročena. To me pa veseli. Boste se lahko imeli cerkven pogled. Kakšen pogled? Ne, tako me ne morete ustreliti. Gospa, vi ste priča, da jaz nisem oborožen. Pazite se, če me ustrelite, boste imeli problem. Pravim vas, da je to po zakoniku naklepni umor. Seveda, zakoni so zmeraj pa dobri. A če bi bili vsi za to, da vas je treba ustreliti v hrbet kot vojne špijone, zdaj veš, kaj mora storiti? Ustreli ga v hrbet. Vi pa se obrnite, prosim. Žal mi je res, da zdaj ne bi šel vojakov. Rejši pokličimo policijo. Policija, ta je pa zvit. Policija bo gotovila prešušbo in znamo bo konec. Samo to me še zanima. Kdaj točno ste se skrili tja noter? Točno takrat, ko sta mi pa prišla. Če je bil torej ves čas umori, ni mogel telefonirati. Če zdaj hitro pobegnemo, se morda lahko še rešimo. Res se bova lepo rešila, ko bo tale vse izklepetal. Ne, jaz že ne bom nič izgledal. Časna beseda, tega sploh nisem sposoben. Ne govorim. Ja, in če ga ubijemo? Ne, to bi bil povedz očitno raz. A lahko ga teže poškodujeva? Tudi jaz se sprašujem, kakšno korist. Jaz že vem kakšno. Če se zadene pravi živec, naprimer epistrofičen, ki je točno tule zadaj med atlasom in epistrofjem, ti za vselej izgubi spomin. Si potem zares prepričana? Absolutno. Na vsak način pa bi ostal paralitičen in ne bi več mogel govoriti. In za naju bi bilo to ravno tako dobro. Zame že ne bi bilo prav nič dobro. Gospode, se na kakšen drug, manj nevarn način ne bi dali. Gotovo imate še kakšno drugo zamisel, tako ste originalni. Morda bi bila še ena rešitev. Napijenej se, nihče ne bo verjel pričevanju pijanca. Vedno sem vedel, da si ti izredna ženska. Ja, zelo izredna. Če si to takoj razumel. Kaj bomo torej pili? Jaz sem za rdeče vino, če imamo. Ne, nič vina. Vodovo, viski. Po 3 kozarcih vodovo. No, kaj je? Nič, nekaj posebnega. Mi ga nalijati še malo. Hej, malo bolj počasi. Kaj pa bo za naj ostalo, če se ga boste vi tako nalivali? Ne bodi oskrslčena, vse zanje je on tisti, ki mora postati pijan. Ja, jaz sem tisti. Ampak, če hoče, da se ga lahko tudi viva cukneta. Če bi to povedal ženi, mi ne bi verjela. Ko že govorimo o moji ženi, kaj ste ji napletla, da je bila tako jezna? Zaradi vaju jih bom še poslušal. Zdaj pa bodite tako prijazne in takoj telefonirajte moji ženi in razložite trik. Trik? Kakšen trik? No to, da sta me vidva opila, da ne bi govoril, o čem vesta samo vi. Lega lisjaka, hoče med pričo. Ti si imel prav, in res ne bože, če se ga enostavno ustreli, pa sva rešena. Ne se hecaš. Vidva nekaj na sencu. Najprej, da me pustila drugi, da sem jih dovidel s tistim kemljem po glavi. Potlej sta nahuiskala proti mene moja žena in da se zadnje sta me pa odela še parazilizirati se pri strofi. A boste že enkrat nehala, jaz nisem tu. Z vama v zabavo, v to hišo sem prišel. Krast! Krast? Ja, krast, jaz sem tat, ampak da pravi. Generaloma postal tam. Ne verjamem vam, kaj ti jaz v sebi o tatovih. Študirala sem za kviz na televiziji in to prav slavne zločine in roke.
Zdaj mi odkot izvira vsa tvoja kultura, obrabi in uporabni pištole. Vi, ki tako duhovičite, ste že kdaj slišali za bando Martello? Tolpa Martello. Njeni člani so Mangia, Serafini in Tornati Angelo, imenovan Stanka. Stanka? Imenovan Štanga in ne Stanka. Štanga pomeni dolgin. Dolgin? Dajte no, bil je vendar mečken. Mečken? Se vam jaz ti bolj, mečken. No, pa to se vas ne tiče. Pa še kako se me tiče. Kajti Tornati Angelo imenovan Štanga sem jaz, če dovolite. Če ne verjamete, tu imam odpustnico iz zapora. Če ne dovolite. To je vendar čudovito. Res je on, sam Stanka. Pardon, Štanga. Tako sem vesela. Dat, prav, dat. Še nisem želela. A si vas lahko gledam? Baraba pride krast v mojo hišo in ti ga poljubiš. To je ogabno. Pazi, kako se izražaš, to je ogabno. In kako to veš, si že kdaj poljubil kakšnega tatu? Ne. Torej, poslušaj, to mi boš potem povedal, če res je ogabno, kot praviš. Nekdo bi lahko bil. Stavim, da je moja žena. Se bosta tako prijazna in mi bosta razložila. Halo, Marija, ne veš, kakšnega hudiča si mi naredila s tvojim telefoniranjem. Pozoril sem te, ne me pustiš pri miru, kada si na delu. Hočem, da me motiš, niti če gori hiša. Hočem, da ostaneš doma in mi daš mir, razumeš? Sej mi telefon, je hišni zvonec. To me je počutila do besej. To je! Sveta nebesa, tukaj me res tega vprašajno. A ti si, draga. Nisem te pričakoval. A kako to? Kaj se ti je zgodilo? Vsi povej, kaj se je zgodilo. Telefonirala je neka zmešana ženskega sura žalilkami. Zmešana ženska, moja žena, 100%. Ljubca, počakaj, takoj ti bom odgovoril. Ni je bilo treba. Kaj bomo pa rekli? Jaz se bom pobrisal skozi okno. Ne. Pa bi bilo malo preveč komod. Ja, vi ste namreč krivi in vaša žena, da smo mi vsi v tej godli. Zdaj, boste tudi vi izvlekli ven. Jaz? Kako pa? Samo trenutek. Ja, če bi se vidva predstavila kot mož in žena, bi se morda lahko še izmazali. Kako? Poročena z njim, s človekom, ki ga sploh ne poznam? Ah, Ljubca, o nič ne skrbi, ljubezen pride potem. Ampak, dopuščal se, nobenih šal, sicer. Samo težave. Zvenite, da se vas še enkrat ogledam. Kakšne bolj primerne obleke se niste mogli obleči. Dejte, no, kadar se gremet ljudi, slabo tisto naredila zaradi vas. Saj veste, da je zmeraj žena kriva, če je mož neurejen. Ampak nisem mogel naprej vedeti, doma imam boljšo obleko, grem po njo. Ne! Kaj se dogaja? Tu je s tabo v stanovanju. Ja, ravno to sem ti hodil povedati. Šlo je za nesporazum, a zdaj je vse popolnoma jasno. Kakšen nesporazum? Zakaj si ostal doma? Ravno to sem ti hodil povedati. Izvoli, moj prijatelj, dr. Angelo Tornato. Tornati! Seveda, Tornati. In gospa. Vaš mož je naju poročil. Takrat sem bil še podžupan, ne se razume. Oprostite, gospa, kar tako so odrla. In še v takšni uri, da ga vsak način sva morala. Raje mi povejte, ste mi vi telefonirali? Ja, seveda, ona je telefonirala. A moraš razumeti, krivica je bila vsa zmedena. Ne zamerite, gospa, bila sem ljubosumna in čisto iz sebe. Prepričana sem bila, da ima moj mož razmere prav z vami. A zdaj, ko vas tako gledam, se čudim, kako sem kaj takega sploh. Na vas morda razpravlja tako neprijetno
vulgarno okus. Kaj, jaz imam vulgarno. Takole, zdaj, pozno je že, morda bi se kar poslovili. Ne bodi to, Božje! Ostaneta lahko, če hočeta. Vi kaj popili? Bi, odličen, ti se Kako danes stanujeva na drugem koncu mesta in moj mož mora jutri zjutraj zelo zgodaj vstati. Ne, dragec! Zakaj pa potem ne bi kar pri nas spala? Daj, povej ima še ti, dragi. Zakaj ne bi kar pri nas spala? Kaj govorim, morda bi ona pa reči. Ja, Miva bi zelo rejši. Amin! Rejši bi ostala. Tega sem tako zelo vesela. V resnici sva čisto brez vsega. In moj mož brez pižame sploh ne more zaspati. Še je to. Da bomo še na svojih pižamah, ne, dragi? Seveda. Vidite, pokazala vam v sobo. Ste morali prav toliko kovičiti. Niste nič drugega kot Don Juan žepnega formata. Ali mislite, da boste spali z mojo in še z mojo pižamo? Ko ste vse to mislil, komu je prišlo na misel, da se izdam za moža vaše prijateljice? Zdaj bi bili radi še nervozni. Pred vami stoji preprost človek, ki bi si rad zaslužil svoj kos kruha. Zato je tudi prišel v to hišo. Zdaj pa bodite tako prijazni in takoj telefonirajte moji ženi. Najprej bova poklicala vašo in ji povedala vse po resnici. Glej ga, poštenjaka. Zdaj je celo užaljen. Zmotili smo ga pri svojem zvišenem poslu. V mojo hišo ste prišli krast, torej kradite, prosim, kar vzemite. Ne, hvala, na tak način mi ne diši preveč. To pa za drugič, hvala. No, ko že tako ustrajate, ampak samo da pokažem novo voljo, ne? Rekel sem, kradite, vzemite, pogumno. Ne bom vam dovolil, da boste govorili okrog, da se pri meni slabo kradite. Da, izkoriščam za dobe. Tega nikoli nisem rekel. No, torej vzemite, no, dejte. Močem izkoriščati vaše prijaznosti in dobrote. Ja! Ne, samo ne vstalite ga! Ja, kako si prišla noč? Hišna vrata so ga odprta. Jaz bedak pa sem plezal do tretjega nadstropja. Vsega stresa vem, kako sem razumela, je bilo že prepozno. Ne bo še, da zdaj vse bo neš v sporu in tudi če boš dobil kak mesec, ne bo tako slabo, ker so tedni prazniki. Pusti se zapret! Še žene je bilo treba. Kako bomo zdaj rekli ženi, ko bo izvedela, da imate dve ženi? Kdo ima dve ženi? Jaz nimam nič priti. On mi jo je dal za ženo, ker se to, da me njegova žena izvedela, da ni moja žena, ampak Ti, ne, pa ne! Tine, jasno mi se razmišljali, da ti je njegovo ženo. Pa imaš še drugo ženo, ki niti ni njegova žena. Veš, kaj je kako ubila nekom? Kako je treba? Nič ne treba. Gospa, če hočete rešiti vašega moža, potem se prosim umirite. Že prihajajo. Kaj jim bomo pa rekli? Vaš bogatač, a vas čaka, gospod Donati. Tudi pižamo sem vam že pripravila. Pozdravljam, dragi, kdo je ta gospa? Sem žena, dovolite, Marija Donati. Kako? Še ena žena? Še ena žena. Gospa, ne bi bila... Nič ne bi bila, sem žena. Sej, sem žena. Je žena tega gospoda, mojega prijatelja Tornata. Tija, Natija. ti, Donati. Prva žena, s katero se je Tornati ločil. Tujca? Ne, nisva. Kako to, da sta se potem lahko ločila? Lahko. Zdaj razumem. Tvoj prijatelj dela pri filmu. Ja, pri filmu
je filmski producent. Producent? Kakšne filme pa delate? Oprostite, kaj je to? To so vendar naše stvari. Kaj ste storili? Kradli smo. Kaj? Mi samo prikazal sceno iz njegovega novega filma, v katerem je bil prizor s krajev in prav to sceno nam je on prikazal. Kako zanimivo. Torej ste pravi strokovnjak. Ja, je že v družini. Ne, jaz ne bi mogoče, da sem doma. Ne, mislila sem, kako je s tisto ločitvijo? Če sta ločena, kako to, da je njegova žena, še zmeraj njegova žena in ima zdaj kar obe ali kako? Točno tako. Ločil se je ponovno poročil, potem pa cerkev glede na državne zakone ni priznala veljavnost razporoke. Čeprav je država glede na cerkvene zakone priznala veljavnost drugega zakona. Tako da je naš Revček zdaj hkrati bigamist, nežnik, glavni grešnik in goreč katolik. Kako to nas goreč bigamist? Draga gospa, za nekatere stvari je bolje ne zvedeti. Tudi če se zanje zdi, se ne razume ničesar. Bože, ne bi vedel, kako se bo končalo. Ljubica, nič ne skrbi. Prav, vse se bo uredilo. Fino se bo uredilo! Ne mislite si, da jih boste tako poceni odnesli? Zdaj pa greva tja. Predstavim vam bom ženo vašega moža. Če mi reče, straža, izvolite. Boga ženska. O, Bog, kakšen nered. Precej so prišli. Si nor ali kaj? Kako lahko kaj takega sploh pomisliš? En se vrhat in števaži, tu je jasno, tu sta se duhovno popravljala. A mu je ime? Budi za tebe, da uješ, kdo je? Motim. Kako govorite? Kdo je priležnica? Resno vaši. Prosim vas, gospod Donato, ničesar ne povejte mojemu možu. Ne, jaz ne bom ničesar povedal. Brez namere, bil je nesporazum. En več ali manj, co je smišljena vaje. Zdaj pa takoj pojdi, kam si dal ključ? Štu, Devža. Kleta, je v Devža. Šteje bolj treba. Gospod Donato, lahko prosim pomagate?
Kaj je tako prijetno. Ali se mi zelo držam. Tudi če bi hotela, ne bi mogla, ker ni ključa. Zase ključavnica ne bi smela biti noben problem. To je tvoj poklic, a ne? Zdaj sem vam rekel, da bom udarila. Zdaj pa nimamo nobene mače. Julia! Ti pa za ženo, gospoda Tognatija? Ne bodi smišna. Julia, imam. Če ne skrbi, verjetno je bil nek nesporazum. Še nesporazum. Koliko jih je nocoj? Moraš mi razložiti, kaj si delal v tisti uri. Je bil jutri že takrat, ko ste bili vi. Ja, seveda. Morda je tako temno. Sej ni treba ničesar razlagati. Bil je nesporazum in samo dovolite, da vam razložim, v čem je nesporazum. Nič torej. Tu ni nobenega nesporazuma, jaz vam bom povedal, kaj je tu. Tu je... Seveda je nesporazum. Jasno, da je. Ja, što sem jaz ti ta zastol. Zato se čudim, da vzpeti, a ti ni opazil. Vse je nesporazum. Tako je jasno, da bi to razumel vsak otrok. Ja, torej, ni treba ničesar razlagati. Nesporazumi se ne razlagajo, zato so nesporazumi. Greva takoj. Čakaj, zakaj me tako vleče? No je tako, kaj se dogaja? Prilezel je skozi okno, lisjak. Vrnil se je po srebrnino. Zgrabite ga! Dejmo, Niko! Niko, prišli luč! Ne, tako pa ne bo šlo! To je pa više! Zdaj boste kar vi nastavljali pasti! Okno je že odprto, ne pripravljen, potem nenadoma, hop, bez pucama! O ne, to ni pošteno! Jaz se bom učlanila v sindikat, pa lahko noč. Ne! Ne, za božjo voljo, poslušajte nas, vendar bil je nesporazum. Bil je kaj? Nesporazum! Če dovolite, vam ga bomo seveda razložili. Torej, Nocoj sem bila doma z možem. Nesreča sem šel v kino. bil sem pri svoji materi. Bila sem bili ponente, telefonirali so mi. Vidite, treba spilmo ljubezni. Nije telefon, takoj sem stekla Sem sem. se Jaz nenadoma nisem šel. Jaz sem bila doma z možem. Bil v črnem Telefonirali so mi. Bil sem Takoj sem rekla,